Združenje asfalterjev Slovenije je bilo kot DA, Društvo asfalterjev, ustanovljeno 17. aprila 1996 na ustanovni skupščini v Gornji Radgoni, ko je bil organiziran tudi prvi strokovni posvet asfalti in hidroizolacije pri gradnji cest. Društvo je bilo že takoj po ustanovitvi zelo aktivno, kar se je odrazilo v številnih aktivnostih, kot so priprava tehničnih specifikacij za polimerne bitumne, asfaltne zmesi DBM oziroma SMA in diskontinuirane asfaltne zmesi. Izvedli so prva regijska izobraževanja v Ajdovščini, Ljubljani in Mariboru. Pričeli so organizirati strokovna srečanja, kot na primer srečanje z naslovom Površinske prevleke in asfalti pri gradnji in vzdrževanju cest in posvet o kamnitih materialih na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Leta 1996 so v gozdu Martuljku organizirali prvi kolokvij o bitumnih. 20-članska delegacija ZAS se je leta 1997 udeležila prve srednjeevropske asfalterske konference v Bratislavi. Društvo asfalterjev se je že v prvem letu delovanja preimenovalo v ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, in podpisalo prve pogodbe o strokovnem sodelovanju s podjetji. S tem so bili ustvarjeni pogoji za včlanitev v Evropsko asfaltersko organizacijo EAPA, ki se je zgodila s predajo certifikata o vključitvi na drugem kolokviju o bitumnih. Podjetja, ki so pričela sodelovati z ZAS-om, so se formalno lahko včlanila šele z novim zakonom o društvih, ki je bil sprejet v Republiki Sloveniji v letu 2006. V letu 1997 je ZAS sodeloval z 22 podjetji. V letu 2016 pa je v ZAS včlanjenih 46 podjetij iz 5 različnih držav. Po preimenovanju Društva asfalterjev je bila sprejeta prva organizacijska shema, po kateri je bil ZAS organiziran. Tej je v letu 2003 sledila prilagoditev, ki velja še danes. V 20 letih delovanja je ZAS organiziral 120 strokovnih prireditev, skupaj 12.621 udeleženci, od tega 636 iz tujine. Na dogodkih je bilo predstavljeno skupno 452 referatov, od tega 319 domačih in 133 mednarodnih. Organiziranih je bilo 21 skupščin, 10 izobraževanj za operativni in 10 za inženirski kader, 15 kolokvijev o bitumnih in asfaltih, 5 dnevov asfalterjev ter 35 strokovnih posvetov in konferenc. Med ostalimi aktivnostmi je bilo pripravljenih tudi 24 mednarodnih delegacij in študijskih potovanj v Avstralijo, Združene države Amerike, Veliko Britanijo, Avstrijo, Španijo, na Dansko ter izvedenih več delavnic in kongresnih nastopov. V 20-letnem obdobju je ZAS izdal 20 biltenov od skupščine do skupščine ZAS, 5 brošur Asfalt in 3 knjige Asfalt. Pripravili so 20 zbornikov za izobraževanje, 15 zbornikov za kolokvij o asfaltih in bitumnih in več 100 poročil in medijskih objav. ZAS so obiskale strokovne delegacije iz različnih evropskih držav. Kolokvij o bitumnih, ki se je leta 2005 preimenoval v Kolokvij o asfaltih in bitumnih, je z leti postal osrednje mednarodno srečanje asfalterske industrije v tej regiji, z velikim strokovnim pomenom in ugledom.
Med njimi so bila tudi nekatera največja imena z področja asfalterske in cestogradbene znanosti, kot so profesor Wolfgang Arndt z Univerze v Braunschweigu, dr. Zdravko Ramljak iz podjetja Ramteh iz Zagreba, profesor Hans Litzka z Tehnične univerze Dunaj, profesor Ralf Leutner iz fakultete v Braunschweigu in profesor Kamil E. Kaluš z Univerze v Arizoni in drugi. Asfalterstva se v izobraževalnih ustanovah, razen nekaj osnov na fakulteti, ne poučuje. Industrija je zato primorana, da svoje kadre vzgaja in izobražuje sama. Pri nas je to vlogo prevzel ZAS, ki je v teh letih razvil prepoznavno izobraževanje in usposabljanje. Zaščitni znak ZAS usposabljanja je poligon, na katerem se asfalterji usposabljajo in nadgrajujejo svoja znanja. Veliko diskusij, izmenjav pogledov in v zaključni fazi tudi preskus znanja so njihova izobraževanja dvignila na višjo raven. Zadnja leta sodelujejo skupaj z Državno direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. V Sloveniji deluje 18 asfaltnih obratov, ki imajo skupno 3500 ton urne kapacitete proizvodnje asfaltov. Vsi obrati imajo saržno proizvodnjo, večina ima v svoji sestavi tudi asfaltni laboratorij. Proizvodnja vročih asfaltnih zmesi je v zadnjem obdobju zopet pričela naraščati. Aktivnosti ZAS so pomagale tudi domačim strokovnjakom, da so razvijali svoje strokovne potenciale, s čimer je asfalterska industrija v Sloveniji napredovala in pridobivala. Ta razvoj je šel z roko v roki z izvedbo največjega infrastrukturnega projekta v Sloveniji, to je izgradnjo slovenskih avtocest. V tem času so bile razvite številne nove asfaltne zmesi, uvedena nova bitumenska veziva in številne dinamične laboratorijske preiskave. Pred ustanovitvijo ZAS-a je posamezen proizvajalec deloval samostojno. Medsebojnih stikov je bilo malo, panoga je bila strokovno nepovezana. Zato je bil osnovni namen ustanovitve ZAS zagotoviti pretok informacij, znanj, izkušenj, izobraževanj in vzpostaviti okolje za pripravo tehnične regulative. Po ustanovitvi ZAS-a se je z izvedenimi aktivnostmi pričelo sodelovanje, katerega rezultat je viden v strokovnem znanju posameznikov in podjetij, v razvoju asfalterske panoge, mednarodnega udejstvovanja in končno je njihovo delo vidno na izvedenih asfaltnih cestnih površinah. Kljub zelo velikim tranzitnim in lokalnim prometnim obremenitvam na znatnem delu slovenskega cestnega omrežja so asfalti ob ustreznem vzdrževanju primerne kakovosti in primernih lastnosti. ZAS je z leti postal center delovanja in razvoja asfalterske dejavnosti v Sloveniji.